lepo pozdravljeni. Zelo sem vesela, da imamo danes to delegacijo Evropskega parlamenta v ACER-ju. Prvič zaradi tega, ker smo v Sloveniji, v agenciji, na katero smo zelo ponosni, da smo jo dobili, da imamo sedež tu. Hkrati pa tudi zaradi tega, ker je bil parlament ves čas zelo zavezan in ostaja zelo zavezan evropski ideji. Verjeli smo, da lahko veliko naredimo za potrošnike, tudi za evropsko gospodarstvo, če se trudimo in uspemo z večjo povezanostjo notranjega trga in dejansko uresničitvijo skupnega evropskega energetskega trga. Če želimo to uresničiti, je agencija ACER seveda ključna na evropskem nivoju. In spomnim se še debat v Evropskem parlamentu, ko smo si prizadevali, da bi dejansko agencija dobila takšno vlogo, kot jo zahtevajo naloge, da skupni trg tudi izpolnimo. Čas je ravno pravi, primeren za ta obisk. Kot sem rekla, je to prvi obisk Evropskega parlamenta agencije, je pa tudi to čas, ko imamo ogromno različnih nalog, ki jih moramo na področju energetike uresničiti. Kot prvo naj omenim to, da moramo do leta 2014, to je politični cilj, realizirati notranji energetski trg in da je to ogromno dela, ki je naloženo prav agenciji ACER. Pred kakšnim letom smo sprejeli uredbo REMIT, ki bo preprečevala zlorabe, uporabo notranjih informacij in agencija dejansko je zakopana v delo, ki ga ta uredba nalaga. Hkrati razpravljamo o večletnem proračunu, kjer so tudi programi, ki so povezani z energetiko, z srednjeročnim razvojem energetskega sektorja in pogovarjamo se seveda o kriterijih za prednostne energetske projekte, če želimo dejansko uresničiti notranji trg, kajti za to so potrebne tudi zadostne čezmejne povezave. In da omenim še trajnostno komponento, ki je v Evropskem parlamentu zelo navzoča. Zavzeli smo se in se tudi zavezali za občutno dekarbonizacijo Evrope do leta 2050, vsaj za 85%, in energetski sektor je tudi tisti, ki povzroča največje onesnaženje, tako da je to velik izziv, ne samo politični, ampak predvsem tehnični. No, z vsemi temi cilji in politikami so povezani številni izzivi, ki smo se jih lotili v teh 2 dneh, kot recimo večji obseg dela agencije ACER, potem potreba po finančnih in človeških virih. To je še posebej velik izziv v teh težkih časih, ko se Evropa sooča s krizo, kjer je treba res modro in učinkovito ravnati z viri. Kot zanimivost naj povem, da agencija ocenjuje, da svoje delo, recimo z eno številko, ki je impresivna, da bodo na dan približno 500 000 vpisov transakcij na trgu naredili. Samo že prek te številke si lahko predstavljate, kaj pomeni delo te agencije in njene naloge. Potem smo se lotili tudi obravnave izziva, recimo kako določiti energetske prednostne kriterije, kakšna naj bi bila merila, metodologija, izvajanje, pa tudi seveda, kaj pomeni večji delež obnovljivih virov energije, ne samo glede nižanja izpustov CO2, ampak tudi glede stabilnosti sistema, zanesljivosti in dodatnih nalog. Te diskusije so bile zelo učinkovite zaradi tega, ker kot je pred mano dejal že direktor Potočnik, imamo skupen cilj. To pa je, da zaveza ACER-ja in pa tudi politični motiv Evropskega parlamenta in poslancev odbora ITRE, da dejansko naredimo nekaj dobrega za potrošnika in dejansko verjamemo, da bomo z delujočim notranjim trgom to dosegli. Mislim, da ta naš obisk je bil zelo potreben, da bodo dobri rezultati
kajti na več področjih smo dosegli neke vrste zavedanje, da je možno še več sinergije za to, da bomo sprejemali še boljšo zakonodajo in da bo tudi implementacija dobra. In na tem mestu bi se tudi želela zahvaliti tako agenciji ACER za gostoljubnost, Lordu Mogu, ki je z nami, potem tudi s poslancem in pa seveda sekretariatu Evropskega parlamenta, tudi pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji, kajti ogromno delo je bilo opravljeno, čeprav se navzven to ne vidi, da je obisk in da so sestanki potekali tekoče.